Vitas, živijo. Evo, dobrodošli v našem 7-dnevnem druženju. Sem začutila, da rabimo v teh časih še malo podpore. Sploh v tem hektičnem času naglice in pomanjkanju časa in stresa na kubik in tako naprej. Tako da enostavno te vabim, da se mi pridružiš na enem takem čudovitem, čarobnem popotovanju. Jaz sem ga kar takole poimenovala 7 začimb za res lahkotno in pretočno življenje. Kaj zdaj to pomeni? Če imamo mi vse te začimbe, o katerih bomo govorili, vse te dni, potem definitivno se lahko življenje umiri in postane bolj lahkotno, radostno in pretočno. Tako si boš tudi skreirala lahkotnejši vstop v prihajajoče leto. Tako da te res vabim, da enostavno prisluhneš druženju in poglejmo, kaj sem pripravila za danes. Moja najbolj in res najbolj pomembna začimba za lahkotno življenje je ljubezen do sebe. Torej, kaj zdaj to pomeni? Kakšna ljubezen do sebe je to? Recimo, če gremo mi kar na primere, da nekako najlažje razumemo, kaj sploh je ljubezen do sebe. Recimo, da te prijateljica pokliče, pa si ti res ful utrujena, telo ti kriči, da je fajn, da greš malo na off, da greš nekako en tak počitek in te kolegica pokliče in reče: haj, jaz bi pa šla na kavo, daj pojdi z mano, bla bla. In ti greš prek sebe in rečeš: ok, in greš. In naslednji dan si še bolj utrujena. To ni ljubezen do sebe, ampak proti sebi, proti svojemu telesu. Če telo kriči po negi, če kriči po počitku, če kriči po boljši hrani, ljubezen do sebe je to, da daš ti svojemu telesu to, kar on v bistvu ti šepeta, pa mogoče ga ti ne slišiš. Tako da vse se začne zelo pri malenkostih. Tako da, kar se tega tiče, je treba biti ful pazljiv. Tudi ne vem, ljubezen do sebe se zgodi, ko ti rečeš ne, ko tako čutiš. Jaz čutim ne. In ne ugajaš več in res sploh več se ne prilagajaš in ugajaš. To je močna ljubezen do sebe. To pomeni, da ta naša ljubezen do sebe te pripelje res do vrhunsko nafilanih baterij, ker rečeš ne, moje telo je utrujeno, grem spat. Recimo. Potem te pripelje do pravih odločitev, ker rečeš ne, to pa jaz ne čutim in bom naredila tako pa tako. In res ogromno je še teh primerov. Jaz sem izpostavila najbolj pogoste, ki nas, bom rekla, kar fejst pestijo, ka vidim
so res zelo, zelo prisotne. A ne? Tako da bi jaz v bistvu res ti polagam na srce, da najprej poslušaš sebe in svoje srce, ne glavo, srce, ker tu je ljubezen do sebe doma. Ok? In izhajaj vedno iz tule noter. Zelo pomembna stvar. Druga podzačimbica so pa odnosi. Torej, če jaz imam močno zakoreninjeno ljubezen do sebe, potem tudi odnosi štimajo. Če jo pa nimam, pa imam izzive. Zato, ker vedno, ko jaz grem preko sebe in s tem izrazim neljubezen do sebe, škodujem odnosu, v katerem sem najprej sama do sebe in potem še do drugega. To je pa en tak zelo tihi, bom rekla, povezovalec, ki še malo spi in ga moramo bolj ozavestiti. Ne? Zato, ker enostavno je treba imeti najprej odnos, dober, ljubeč odnos do sebe, kar nam seveda da ljubezen do sebe, ko imamo mi vse pošliftan, a ne? Imamo tudi dober odnos do sebe in ko imamo dober odnos do sebe, takrat se zgodi magic. Okay? Ker če imam jaz dober odnos do sebe, potem to vibracijo oddajam in privlačim samo take odnose k sebi. To sem ti danes želela nekako predati, to začimbo. A ne? In to povezavo z ljubeznijo do sebe in odnosom do sebe. Vse se tu začne. Vse se tu začne. Tako da te pozivam, da majčkeno razmisliš o tem, kakšen odnos imaš do sebe in koliko ljubezni do sebe gojiš. In potem samo poglej v svoj svet, kakšne imaš izzive. Svet ti vedno govori, kar je tule noter. Ja, svet je tvoje zrcalo. Je tvoja navigacija, kje moraš začeti spreminjati stvari. Ok? Zdaj pa, če bi rada spreminjala stvari, te vabim v svoj krog. Torej, lahko pogledava individualno, lahko pa za začetek te tudi podprem s čudovitimi Lavitas kristalnimi luninimi esencami. Takole izgledajo esence, res kreirane ob, bom rekla, čarobnem času, z res tako pure namero. Lahko imaš ljubezen do sebe, torej to je tista pristna začimba, s katero moramo delati, a ne? Lahko pa si potem dodaš še, bom rekla, pod začimbo, torej harmonični odnosi, esenca, ki v bistvu ti res pol to celoto, a ne, poveže. Torej, ljubezen do sebe in harmonični odnosi najprej do sebe. In če bi rada najprej, bom rekla, neko energijsko podporo, evo, zdajle jih imam v akciji, poglej na mojo spletno stran www.lavitas.si pod zavihkom trgovina ali pod zavihkom esence in si poglej,
Opisi esenc so napisani na ta način, da te pokliče tisto, kar rabiš. Tako da ti res priporočam, da greš pogledat opis in začutiš. Prej si pa še daj namen, katera esenca mi je lahko trenutno pa najvišji doprinos. Tako da, evo, to je za danes to. Jaz te srčno pozdravljam in ti želim vse dobro. Še današnja afirmacija za današnji dan je: rada se imam, spoštujem in cenim. Čim večkrat si jo ponovi v dnevu, lahko si jo tudi napišeš, daš na hladilnik, računalnik, kamorkoli in čim večkrat jo prebere. Okay? Tako da, evo, srčno te pozdravljam in se vidiva že jutri. Vita, živijo!